Ok, super. Odlično. Jaz ga vidim, torej je vse v redu. Nič, bomo počasi začeli. Verjamem, da se bo še kdo pridružil, ampak probimo biti učinkoviti. Dober večer vsem skupaj. Je že kar nekaj časa minilo od zadnjega izobraževalnega srečanja, tako da lepo vas je spet videti. Tokratna tematika je v bistvu prava za pravi čas, za ta čas, v katerem se v bistvu že nahajamo, ampak je fino, če se pripravimo pred dopusti in lepimi sončnimi dnevi. Namreč v Foreverju imamo izjemen nabor izdelkov, verjamem pa, da naše znanje oziroma detaljno poznavanje lahko vedno nadgradimo, ne. Tako da zato smo tokrat povabili Lejo, da spet pripravi nekaj, bom rekel, z njenega področja, ker v končni fazi je ona, tako kot smo že v mailu napisali, naša hišna specialistka, kar se tiče nege kože in naših izdelkov, tako da mislim, da je pripravila zelo zanimivo in predvsem vsakodnevno uporabno predavanje oziroma rečemo temu en trening, ki nam bo še bolj predstavil vse prednosti izdelkov in tudi kako jih podrobno in pravilno uporabljamo. Tako da, Leja, izvoli, beseda je tvoja. Hvala za danes. Hvala vam, hvala spet za to čas, da lahko z vami delimo vse te koristne informacije o Foreverjevih izdelkih. Tako kot je povedal Gregor, ogromno jih je. Jaz sem danes v bistvu zajela, bom temu rekla, tiste najbolj priporočljive Foreverjeve izdelke, kateri morajo iti z nami na dopust, ne. Tako da, če ste pripravljeni, bi v bistvu kar začela, ne. Danes se bomo pogovorili oziroma naučili nekaj o nevarnosti sončnih žarkov, kako te vplivajo na kožo, kako lahko kožo pripravimo na sonce, jo primerno tudi zaščitimo. In glede na to, da je dopust že pred vrati in je res skrajni čas, da bi mogli že začeti s to pripravo kože, glede na to, da bo to večja izpostavljenost kože soncu, in s tem poskrbimo za njeno nahranjenost in primerno hidratacijo. Na ta način se lahko izognemo res številnim nevšečnostim, kot so suha koža, opekline in pretirano lupljenje kože. Na hitro bi hotela samo z vami spoznati oziroma kaj načeloma sonce kako vpliva na našo kožo. Povzroča opekline, to se vsi dobro zavedamo, so precej neprijetne in pa tudi na dolgi rok škodljive. Sonce je krivo tudi za staranje kože, v bistvu je glavni povzročitelj nastajanja gub in to kar v 80% tvori vitamin D, vemo, da je pomemben za izgradnjo kosti in pa za dober imunski sistem. In pa vpliva na počutje, ne, če zunaj sije sonce, je prijetno vreme, smo tudi temu primerno razpoloženi, smo bolj veseli, bolj energični in tako naprej. Najprej se bom ustavila pri samem UV sevanju. Ta je danes, bom rekla, zelo agresiven in je prisoten konstantno. Razlika med UVA in UVB žarki je zgolj v sami valovni dolžini teh žarkov. Najprej se bom pa dotaknila UVB žarkov. Te predstavljajo v bistvu v atmosferi le 5% vseh ultravijoličnih žarkov. Intenzivnost teh žarkov čez dan niha. Najmočnejši so opoldne. Prodirajo skozi oziroma ne prodirajo skozi oblake in tako je ob slabšem vremenu tudi sevanje manjše. Prav tako je sevanje manjše ob sončnem vzhodu in zahodu, ko žarki padajo pod kotom. Torej, UVB žarki, dajmo reči, so malo manj agresivni, kakor so UVA žarki. UVB žarki povzročajo opekline in poškodbe kože, se opravičujem, porjavelost in pa so tudi glavni za tvorbo vitamina D. Pomembno je, da se zavedamo, da je poleti potrebo po vitaminu D pokrijemo že s krajšo izpostavljenostjo soncu. Na primer z 10-minutnim sprehodom, pri katerem so izpostavljeni soncu le roke in obraz.
zato ni razloga, da bi v imenu proizvodnje vitamina D poležavali na soncu. Okay? Potem imamo pa še UVA žarki, kot sem rekla, ti so mičkam bolj nevarni in pa agresivni. Predstavljajo pa kar 95% vseh ultravioličnih žarkov, ki dosežejo zemeljsko površino. Prisotni so ves dan. Prodirajo skozi oblake in celo skozi okna. Prodrejo globoko v spodnje plasti kože in imajo večjo vlogo pri dolgoročnih poškodbah, ki se pač tudi kažejo kasneje, ko smo starejši. Pospešujejo staranje kože, to je eden tistih, bom rekla, za nas ženske, predvsem najbolj neprijetnih učinkov sonca. Zakaj pa pospešuje staranje? Je pa zato, ker tvori proste radikale. In tako pride do poškodbe kolagena in elastina in ravno to je razlog, da koža ni več čvrsta in elastična. Poleg tega pa delajo tudi poškodbe na DNK molekulah. Čim pride do poškodbe DNK molekule, naša koža porjavi. To pomeni, da se naš organizem brani pred zunanjimi dejavniki in s tem, ko koža porjavi, pomeni, da je organizem odgovoril nazaj na poškodbo, ki pa je žal že zapisana v DNK-ju. Lahko povzročajo tudi alergijo na sonce. Marsikdo ima alergijo na sonce že od samega začetka, nekateri jo pa prejmejo bistveno kasneje. To se lahko kaže kot tisti drobni mozolčki, ki so neprijetni na otip, srbijo in tudi, ko se srečajo s soncem, niso prijetni. Skratka, izpostavljanje UV-sevanju povzroča povečano izražanje vnetnih procesov v telesu in pa razgradnjo. In vse te procese, ki tako nastajajo, v bistvu s skupnim imenom imenujemo fotostaranje. Fotostaranje je prevladujoč mehanizem staranja kože. Sonce na koži povzroča nepopravljive posledice na kolagenskih vlaknih in tako neposredno vpliva na prezgodnjo vidno staranje kože. UV-sevanje razgrajuje kolagenska vlakna in jih nepovratno poškoduje. Kolagenska mreža izgublja svojo funkcijo, vlakna postajajo trda in nefleksibilna in imajo zmanjšano možnost kontrakcije, torej raztezanja. Ker kolagen predstavlja kar 70% debeline naše kože, se z razgradnjo neizogibno zmanjšuje volumen, koža se tanjša in izgublja svojo čvrstost. Če mičkam poenostavim zadevo, kolagen je po svoji strukturi beljakovina, kot sta jajce in meso. Najlažje si boste to predstavljali na primeru, ko spečete jajce, ga nikakor več ni mogoče povrniti v prvotno stanje. In ravno tako je z vašim kolagenom. Ko ga UV-sevanje ukvari, teh kolagenskih vlaken ni mogoče več popraviti oziroma vrniti v prvotno obliko. Lahko pa spodbudimo izgradnjo novega kolagena, recimo s prehranskimi dopolnili. Pri nas bo pa zato v bistvu najbolj zaslužen marin kolagen, ki ga že vsi tako nestrpno čakamo. Ampak bo. Torej, če želimo ohraniti zdravo in mladostno polt ter se izogniti prehitrem prezgodnjem staranju, je izjemno pomembno, da kožo zaščitimo prav vsak dan v letu, ne glede na vreme in na količino sončnih žarkov. Če se pa že soncu res nikakor ne moremo upreti, obstajajo tudi taki primeri, potem je pa res treba poskrbeti za primerno zaščito. Treba je izbrati primerno kremo, ki ščiti pred UVA in pred UVB žarki, ima visok zaščitni faktor. Ne smete pozabiti na zadostno hidratacijo, torej zadostno pitje tekočine in na ustrezna oblačila. Fajn je imeti na glavi recimo dovolj veliko pokrivalo, ki ne pokrije samo obraza, ampak tudi ušesa in vrat, in pa izogibanje soncu med 10. in 4. popoldne, ker v tem času je sonce enostavno res prenevarno. Danes res prenevarno. Toliko nekaj malega o samih UV žarkih, na kere se pač moramo ozirati danes, prisotni so skozi, kot sem omenila. S tem, ko mislite, da sedimo v pisarni, pa nam sonce nič ne more, UVA žarki lepo pridejo skozi okna in pač
delujejo v svoji smeri na našo kožo, ta pa večinoma ni pozitivna smer. Zdaj pa kar gremo na prvi korak priprave kože. Priporočljivo je, da že bistveno prej, pred odhodom na dopust, začnemo pripravljati kožo na večjo izpostavljenost soncu. Torej, teden, dva pred odhodom na morje je treba upravljati reden peeling. Poleti je koža lahko suha in dehidrirana, že sam zaradi sončenja in namakanja v slani vodi. S primerno predhodno pripravo kože bo bistveno manj nevšečnosti, ki jih prinaša poletje. Torej, to naredimo tako, da si prvošmo vzamemo smoothing exfoliator peeling, odstranimo mrtve celice s površine kože in omogočamo novim zdravim celicam, da se pomaknejo proti površini in tako tudi koži dopustimo, da diha in lažje vpije hranljive in vlažilne sestavine serumov in mask, krem, ki jih kasneje uporabimo. Pri vsem naštetem, kot sem omenila, nam je najbolj v pomoč smoothing exfoliator. Je zelo nežen peeling, ki poskrbi, da sta polt in tekstura gladki. Koža je po uporabi tega peelinga čista, mehka in bistveno boljše absorbira hranila, ki jih kasneje nanesemo. Smoothing exfoliator je precej zanimiv po njegovih sestavinah. Vsebuje jojobina zrna, naravna, ki spretno odstranijo odmrle celice. Potem pa, če ste zaznali, ima med vsemi temi jojobinimi zrni tudi tak prah. To je v bistvu bambusov prah. Ta nekako na fin način še dodatno spolira našo kožo in res temeljito odstrani odmrle celice. Dodali so tudi papain, to je encim, ki ga najdemo v papaji in pomaga pri pomlajevanju kože in vsebuje tudi vitamine A, C in E. Ima pa tudi izvleček olja limone, ta pa pomaga koži, da se v bistvu sama znebi odmrlih celic. Torej, v tistih dnevih, ko ne upravljamo peelinga, je tukaj izvleček olja limone, ki uči kožo, da tudi sama lušči odmrle celice. Manjšo količino tega peelinga nanesemo na vlažno kožo in jo s krožnimi gibi umasiramo. Uporabljamo ga lahko nekje 2 do 3 tedensko. Jaz vam svetujem, da si res zadate pred dopustom, da 3 na teden opravite peeling, med tuširanjem to izvedete, ker potem je najboljše, da takoj nadaljujete z nego oziroma z vlaženjem kože. To je pomemben korak na pripravo kože za večji stik s soncem. Torej, zaenkrat je bilo tole v peelingu vse. Prehajam na drugi korak, to je pač vlaženje kože. Z ustrezno hidratacijo lahko koži pomagamo, da se ustrezno pripravi na vroče poletje, tako kot sem že povedala. Zadostna hidratacija primore bolj prožni koži in tako preprečuje kasnejše luščenje in občutek zategovanja, ki so posledica izpostavljanja soncu. To je tisti občutek, ki ga imamo, da nam je koža premehna. Svetujem vam uporabo hranilnega losjona Aloe Body Lotion. Je izredno lahka formula, ki se hitro vpije, ne pušča mastnega občutka na koži. Vsebuje pa suha olja, kot so šipkovo, arganovo, jojobino olje in olje makadamije, plus dodan je natrijev hialuronat za še dodatno navlaženost kože. Namen teh suhih olj je, da ustvarijo neko lipidno pregrado na koži in jo smatramo kot vlažilne sestavine, katere vežejo vlago nase in omogočajo, da se ta tudi vpije. Kako pa uporabljamo Aloe Body Lotion? Takoj po tuširanju. Ko je vaša koža še vlažna, ko imate dejansko kapljice vode na koži, takrat nanesete Aloe Body Lotion in ga nežno masirate. Zgodilo se bo to, da bo koža absorbirala to dodatno vlago, ki smo jo zajeli, in tudi sam losjon. Torej, priprava kože, samo da na hitro povzamem,
Preden greste na morje, začnite teden ali dva prej uporabljati smoothing eksfoliator po celotnem telesu, da odstranite odmrle celice in nato nanesete na kožo Aloe Body Lotion, ki bo res bogato navlažil vašo kožo. Torej, tako kot sem omenila, zadostna hidratacija bo pripomogla k temu, da bo koža manj suha, manj razpokana, posledično se bo manj lušila, lepši bo ten, in pa sam občutek kože je tudi bistveno boljši. Ko sta te dva koraka opravljena, je pa na nas, da v celoti zaščitimo kožo. Tako da prihajam na korak zaščite kože. Zaščita je danes, kot sem že večkrat povedala, res pomembna in pri Foreverju imamo fantastično sončno kremo Aloe Sunscreen, ki pa nudi tudi zaščito s faktorjem 30, nas ščiti pred UVA in UVB žarki in vsebuje mineralne filtre. UVB in UVA žarke smo v bistvu par korakov nazaj dobro spoznali, čas je pa, da tudi spoznamo, kaj so to mineralni filtri, ki jih vsebuje naša Aloe Sunscreen. Mineralni filtri so delci, ki se z nanosom razporedijo po koži in ustvarijo plast na površini in tako odbijajo škodljive UV žarke. Imenujemo jih fizični blokatorji. Te filtri ne prodirajo v globlje plasti celic in so priporočljivi tudi za občutljivo kožo. Ok, poglejmo si nekaj prednosti kreme z mineralnimi filtri. Torej, nudi zaščito pred UVA in UVB žarki. Nas pa ščiti pred soncem takoj, ko jo nanesemo. To je ta razlika med kemičnimi filtri ali pa mineralnimi v našem primeru, da deluje takoj po nanosu. Nadaljujem. Ne osvežujejo okolja ter morske flore in favne, kar je danes tudi pomembno, da majčkeno se ozremo na okolico. Kreme z mineralnimi filtri zdržijo bistveno dlje, so bolj odporne, razen pri kakšnih večjih aktivnostih, takrat je pač treba seveda obnavljati zaščito. In pa ne mašijo por, torej so primerne te kreme tudi za tiste, ki imajo mogoče malo več težav z aknasto kožo. Poleg mineralnih filtrov, tale sončna krema vsebuje tudi aloe vero, ki v koži zadržuje vlago in vitamin E, ki je res močen antioksidant in se bori proti prostim radikalom. Torej, primerna zaščita je izredno pomembna. Ne pozabite, nič na tem svetu ne stara kože hitreje kot sončni žarki. Do tega trenutka smo kožo pripravili in primerno zaščitili. Lahko gremo naprej na celjenje oziroma na blaženje kože, kolikor je to potrebno. Aloe First, vsi ga dobro poznamo in tudi vsi dobro vemo, da je aloe vera se že stoletja uporablja kot zdravilo za razne opekline, ureznine in druge spremembe in poškodbe na koži. Aloe First uporabljamo za lajšanje raznih opeklin, odrgnin, ureznin, prask in ostalih poškodb. Vsebuje aloe vero, čebelji propolis in kar 11 ekskluzivnih rastlinskih izvlečkov, ki pomagajo ublažiti razne nevšečnosti, hkrati pa tudi uravnava pH kože. Ima priloženo pršilko, s to pršilko pošpricamo prizadete dele in pustimo, da se vpije. V primeru sončnih opeklin vam pa svetujem, da ga uporabite večkrat dnevno, zdaj se odvisno tudi od stopnje opeklin. Jaz lahko povem en svoj primer, ki sem ga imela, bil je grozen in brez Aloe Firsta ne vem, kako bi zadevo rešila. Bilo je pa tako, da smo šli na dopust, na Majorko smo šli in sva se sinom lepo v plitvini igrala z mivko, delala sva potičke, meni je bilo pač fajn. Voda mi je zalivala noge, ni mi bilo vroče, nisem občutila, da bi me sonce opeklo. Na kar sem imela toliko hude opekline, da naslednji dan nisem mogla vstati iz postelje. Mene je zategovalo po celih nogah. Jaz sem bila videti, kako sem hodila, kot da bi imela 150 let.
pa brez palce, mislim, to je bilo grozen. In če ne bi imela Firsta takrat sabo, mi bi prečasno zaključili tale dopust. To je bilo neverjetno. In 2 dni sem rabila, redno sem ga uporabljala, ker sem pač le lahko še se špricala z njim, sem se špricala in v 2 dneh mi je ratalo v bistvu opekline pozdraviti, tako da smo normalno nadaljevali z dopustom in tako nisem dopusta uničila še drugim 2 članom, ne, sem ga pač samo sebi. V primeru recimo takšnih opeklin pride na vrsto tudi aloe vera geli, ampak mogoče ne pri toliko hudih opeklinah, ker v mojem primeru je bil tudi že stik z vodo, je bil blazno boleč. Aloe vera geli je pa 100% stabiliziran gel aloe vere, vemo vsi, da je gost, da je pocast in se zelo težko spere iz telesa, posebej, če ne moreš drgance dotikati kože. Tako da dajmo reči, da aloe vera geli je tudi tukaj namenjena za pomiritev sončnih opeklin, ampak mogoče ne opeklin te stopnje. Spet sem to naredila. Torej, aloe vera geli pomirja razdraženo in občutljivo kožo, hkrati pa jo tudi vlaži. Pred nanosom te kreme je fajn uporabiti aloe first. Aloe first vemo, da odpre pore in tako tudi pomaga, da vse hranljive sestavine prodrejo globje v kožo in tudi pomaga še sam pri celjenju. Uporabljajo se za lajšanje opeklin, pikov, raznih žuželk, vseh drugih poškodb kože in je prav nujen izdelek, ki ga morate poleg Firsta vzeti s sabo na dopust. Nikoli se ne ve, kdaj se kaj zgodi, kdaj vas sreča neka nesreča in te 2 izdelka res spadata v tisto torbico ali pa v marcu za prvo pomoč. Toliko recimo o celjenju in oblaženju raznih opeklin in poškodb na koži. Bi se pa zdajle posvetila še mičken negi kože, obrazne kože v času dopusta. Marsikdo ne more na dopust vzeti vseh preparatov, ki jih imamo, vseh možnih krem, serumov, tonerjev in tako naprej. Zato sem zbrala tiste dotične izdelke, ki grejo lahko z nami, ki ne bojo nam vzeli veliko prostora. Prav tako bojo pa nudili tisto, kar nudijo in bojo naredili svoje delo v celoti, torej vaša koža bo nahranili čez cel dopust in mislim, da ne boste pogrešali nobene druge kreme. Tako da, če ste za, bi zdajle kar prešla naprej na nego obrazne kože. Aktivator. Aktivator mora iti z nami. Zakaj? Zaradi tega, ker je tudi on prva pomoč pri razdraženi oziroma občutljivi koži in pa tudi deluje protivnetno in pomirja kožo. Njegov namen poleg naštetega pa je tudi, da aktivira lastnosti izdelkov, ki jih kasneje nanesemo. Torej pripomore k boljšemu delovanju izdelkov in s tem tudi boljšim rezultatom. Že sam ime nam pove, da nekaj aktivira. Uporabljamo ga pred nanosom serumov ali krem. Svetujem vam, da ga ne aplicirate na suho bombažno blazinico oziroma po domače vatko, ampak vatko pred tem samo malo navlažite z vodo. Tako boste ponudili manj produkta, ker vsi vemo, da tele vatke potegnejo vase veliko količino izdelka, ki ga pa vi pol v bistvu na obrazu ne pustite, ne ostane tam. Tako da na vlažno blazinico naneste par kapljic aktivatorja in s tem nežno prebrišete obraz, potem pa nadaljujete z kremo ali pa z oljem. Jaz osebno nadaljujem z alfa e-faktorjem, ta gre z mano res vse povsod in tudi poletje z mano. Zakaj? Ker je resnično bogat eliksir, neverjeten, ki poleg sestavin za vlaženje in zadrževanje vlage vsebuje tudi vitamine A, E in C. Se uspešno bori proti prostim radikalom in proti izgubi vlage. To je to, kar mi probamo posebej v poletnem času doseči, da ne izgubljamo po nepotrebi vlage. Zasnovanje pa tako, da vsebuje sestavine, ki dostavijo vlago v kožo
Po drugi strani pa vsebuje sestavine, ki ustvarijo kot neko bariero, neko pregrado in tako zadržujejo to vlago v koži. V bistvu jo kar zaklenejo in preprečujejo naravno izgubo vlage. Pač starostno pride do tega, da začnemo vlago izgubljati naravno. To pač tako je, niso zdaj tukaj samo zunanji dejavniki, ki vplivajo na to, ampak tudi sama starost. Uporabljamo ga zjutraj in zvečer po čiščenju in pred nanosom raznih krem oziroma serumov. Zdaj v poletnih mesecih uporabljamo veliko sončno kremo. In sončna krema vsebuje vlažilne sestavine, ki že sama po sebi res izdatno vlaži kožo, zato mogoče ne potrebujete čez dan neke bogate negovalne kreme, ker je tukaj že sončna krema. Sami sicer najbolj veste, ali potrebujete čez dan še to dodatno kremo ali ne. Naša sončna krema je narejena tako, da dodatno vlaži kožo in jaz osebno v času dopusta čez dan uporabim alfa E faktor in potem nanesem sončno kremo, katero sicer tudi pol večkrat čez dan obnovim. Zvečer pa koži privoščam ničkrat več, čiščenje z aloe aktivatorjem, nanos alfa E faktorja in potem si privoščam aloe deep moisturizing, še za tisto dodatno nahranjenost in hidracijo kože. Ker sem jih omenila deep moisturizing krem, gremo kar naprej na njo. Tisti, ki jo poznate, že veste, da je ona fantastična, ima neverjetno moč vlaženja in prodira v globje plasti kože. Vsebuje aloe vero, tako kot večina oziroma vsi naši izdelki, in pa tudi izvleček borovega lubja, ki vsebuje antioksidante, kateri se borijo proti prostim radikalom in s tem koži pomagajo ohranjati kolagen. Poleg tega vsebuje tudi palmitol tripeptid 5, ki zavira to razgradnjo kolagena. Aloe vera sama kot v tej kremi nudi izjemno hidratacijo in pa ceramidi varujejo pred izgubo vlage. In tako ona dva v bistvu skupaj poskrbita za popolno navlaženost in izboljšano teksturo in prožnost kože. Torej, ceramidi in aloe vera so v bistvu ključ v tej kremi in resnično globoko navlaži kožo. Tisti, ki jo še niste uporabljali, pa jo še boste videli, da je priložena žlička. Ta žlička je namenjena primernemu doziranju, da jo ne uporabimo preveč ali pa premalo, predvsem pa temu, da se z golimi rokami ne dotikamo kreme. Krema je naravna, krema je občutljiva. In če bomo mi noter posegali slučajno z umazanimi rokami in kakorkoli, noter vnesemo razne snovi, katere pač sama krema ne zdrži in se nam lahko v bistvu tudi pokvari. To je pomembno pri tej kremi. Imamo pa tudi restoring krem, to je pa mičkeno bogatejša, tudi po teksturi bolj kompaktna krema. Je pa krema za obnovo kože in vsebuje kar 15 bogatih sestavin, ki dobro nahranijo kožo. Kljub vsej tej množici snovi za vlaženje kože ne obremenjuje in se res hitro vpije. Naštela bom par sestavin, ki jih vsebuje. Dodan je granatno jabolko, ta spodbuja regeneracijo celic. Asaj pomaga pri samoobnovi, ščiti pred prostimi radikali, zadržuje vlago in tudi vidno napne kožo. Čebelji vosek mehča kožo, medtem ko mešanica eteričnih olj koži povrne elastičnost in pomaga pri njeni regeneraciji. Dodan je pa tudi vitamin B3, ki poveča pregradno funkcijo in s tem ohranja hidracijo kože. To je zdaj nekaj pomembnih sestavin te kreme. Sami se odločite, katero kremo bi izbrali in jo tudi uporabite. Ne pozabite, da po nanosu katerekoli kreme nanesete tudi kremo z zaščitnim faktorjem. To je zadnji korak v negi kože.
Za konec bi mogoče omenila še dve fantastični maski, kateri gresta tudi z nami na dopust. Ena je Refining Gel Mask, to je nočna krema in je zasnovana tako, da neguje in obnavlja kožo medtem, ko spimo. Njen namen je uravnavanja nihanja kože. To pomeni, da uravnava sebum na področjih, kjer je koža mastna in dostavlja vlago na področja, kjer je koža suha. Torej, ona je tista sama, ki se igra in prepoznava, kje vaša koža potrebuje vlago, kje vaša koža potrebuje, da ji odvzamemo maščobo, če temu tako rečem. In to ona sama uravnava in dela dejansko namesto vas, medtem ko vi spite. Uporabljamo jo lahko 2 do 3 na teden, jaz bi jo sicer vsak dan, ampak dobro, se držim 2 do 3 na teden, da si jo privoščam. Nič se bati za posteljnino, pidžamo, lase in tako naprej, lepo se spere, ne pušča nobenih flekov, samo prosim, privoščite si jo in jo tudi uporabljajte, ker nudi res dobre učinke, kožo pomladi. Koža je v bistvu zjutraj, ko se zbudimo in to masko samo speremo dol, koža je pomlajena, poživljena, boljše se počutiš v svoji koži, vsaj jaz osebno to opažam pri tej maski. Sem pa mogoče malenkost bolj zaljubljena v aloe biocelulozno masko. Tisti, ki jo še ne poznate, povem, da tale maska zagotavlja res močno hidracijo s pomočjo napredne tehnologije in naravnih sestavin. Celulozna vlakna so do kar 1000-krat tanjša od las in s tem pripomorejo, da se maska popolnoma prilagodi obrazu in poskrbijo, da koristne sestavine prodrejo v globoke plasti kože. Poleg celuloznih vlaken pa vsebuje tudi najboljše sestavine, kot so serum zelenega čaja in divjega kostanja. Zeleni čaj recimo vsebuje kofein, ki kožo prebudi, in antioksidante, ki ščitijo pred prostimi radikali. Deluje tudi protivnetno in pomaga proti rdečici obraza. Divji kostanj je pa pomemben pri zaviranju razgradnje hialuronske kisline in s tem pripomore, da se ohrani zdrava raven vlage, izboljša prekrvavitev obraza in izenači tonus kože. Dodali so ji tudi vitamin C, vsi vemo, da je močen antioksidant in pomaga pri pospeševanju sinteze kolagena in posvetlitvi kože. Vsebuje tudi gel aloe vere, tako kot že povedano, pomirja razdraženo kožo, zmanjšuje srbečico in deluje protivnetno. Regenerira kožo in tudi obnavlja poškodovano tkivo. Dodan je tudi izvleček morske trave, ta pa izdatno neguje, intenzivno vlaži in nahrani kožo. To masko jaz poleti, ko grem na dopust, uporabljam tako, da jo dam pred uporabo za kakšno 1 do 2 prej v hladilnik. In pol, ko pridem s plaže, tudi če se ne sončiš direktno koža, telo nekako sta pregreta in res paše, ko jo nanesem tisto mrzlo masko na obraz in si privoščim tistih svojih 20 minut, ker mi noben nič noče, ker ne zvedam jih najlepš takrat, pa se me pač izognejo, meni pa tudi prav prije, ker imam čas za sebe. Ampak občutek te mrzle maske je tako fantastičen, da vam ne znam opisati z besedami, dokler ne boste vi tega sami probali. Tako da vzamete sabo na dopust 1 do 2 maske, dajte v hladilnik in probite to moč, to svežino, ki jo nudi ta maska. Lahko jo pa uporabljamo samo enkrat na teden. To je ena, bom rekla, slabših lastnosti. Jaz bi jo pač večkrat, ampak okej, če je enkrat na teden, je enkrat na teden. V paketu dobite 5 mask, torej to imate nekje za 5 tednov in njeni rezultati, tudi kar se tiče anti-aginga, so neverjetni, ker tako globoko vlaži kožo in dostavlja v globoke plasti vse te lastnosti, ki jih ima, da so v bistvu že nekje po mesecu 2 redne uporabe lahko vidite spremembe na koži. Jaz opažam recimo, da imam manj izsušeno kožo.
posebej, kadar jo imam v uporabi, res potem še 3-4 dni potem, še zmeraj, koža je nahranjena, nimam tudi suhe, ne vidi se, no, da imam suho kožo, tudi občutek. Tako da, dajte jo probati, prosim, privoščite si jo. To je zdaj zaenkrat z moje strani vse, kar se tiče priprave. Povedala sem, da bom kratka jedrnata, izbrala sem teh par dotičnih izdelkov, ker nam ne jemljajo preveč prostora, ne v kovčku, ne v kopalnici na dopustu, niso zahtevni za uporabo, delujejo pa res več kot učinkovito. Zdaj pa, če ima kdo še kakšno vprašanje, sem na voljo, bom pripravljena odgovoriti, upam, da bom znala, če ne bom, se bom pa z veseljem pozanimala in vam tudi naknadno sporočila. Leja, hvala, ugasim slajde, da te vidimo boljš. Aha. Tada! Ja. Zdaj velja povedati pri Firstu, ne, mislim, da se velikokrat pozabi, ne, na dopust ali pa kakorkoli, ko ste na poti, ni treba nositi cel liter, ne. First se da zelo elegantno pretočiti v manjše, bolj priročne pumpice, če kdo morda ni vedel, tisti na letalo in ostalo posod lahko s sabo vzamete. Meni osebno je bila maska pa ta, maska, ki sem jo jaz probal, mi je bila zelo všeč, ker je bil ravno Halloween takrat in so se vsi bali. Ja, sej, zato pa pravim, jaz tudi, ko si jo dan gor, se me moja družina izogiba in mogoče bi jo tudi zato rada večkrat uporabljala, da imam večkrat tisti svoj mir, ne. Ne, tako, kot je Grega rekel, ja, First si lahko pretočite, tudi v Foreverju prodajamo temu primerne take male flaške, sterilno mora biti, preden ga pretočite, nikakor ga ne v neke flaše, neke pijače dajati in tako naprej, zadeva je naravna. In je občutljiva. Na letalo ja lahko vzamete do 100 ml, zato je ful dobro, če si vzamete teh par flašk. Mene so takrat na Majorki rešile in ga tja pač pretočite. Lahko delate svojo emulzijo s Firstom. V preteklosti, ko smo imeli še, dajmo temu reči, navadno plavo kremo, smo pol Firsta prelili v neko sterilno flašo in smo noter kar stisnili celo vijolično moisturizing lotion in pa celo plavo kremo in s tem dobili neko emulzijo za posončenje. Ampak zdaj je pa Forever poskrbel tudi za Aloe Body Lotion, ker res dober, nenormalno dober vlaži kožo. Ta suha olja imajo res dobre efekte. Velikih je noter, bogata so ta suha olja in v bistvu zdaj nekako negujemo kožo z njim. Če pa želite po nekem starem sistemu delati, pa še vedno lahko vzamete First pa vijolično kremo, no, in to zmešate skupaj, imate svojo emulzijo. Sam jaz vam priporočam Aloe Body Lotion. V bistvu je velika količina ga je noter, če imam prav v spomini 236 mililitrov in je kar za nekaj časa, no. Tako da ja, glejte, vlaženje kože, hranjenje kože pred dopustom, med dopustom je res pomembno, zaradi tega, ker nekoč nismo bili toliko, bom rekla, občutljivi in pozorni na sonce. Jaz sem še nedolgo nazaj se tudi sama bolj izpostavljala soncu, dokler se nisem udeležila enega seminarja. Letos ne vem točno, kaj bom, pa kako bom, mogoče bom šla kam kaj hladno, kaj sneg. Velikokrat slišim ljudi, ki se pogovarjajo, ko sonce opeče, pa rečejo, moja koža je tako napeta, le kako dobro izgledam, sijam. Ja, sijaš, ampak sijaš zaradi tega, ker se pod kožo dogajajo taki umetni procesi, da jih vikamo. Poškodbe DNK-ja se dogajajo, katere se pol na dolga leta pokažejo in takrat zna kaj eskalirati ven. Ne bom pa vlekla teh stanj kože ven, ker vsi vemo, kaj je posledica preveč sonca, ne? Ja, a imamo kakšno vprašanje? Ali pa imate vi kakšen nasvet? Poznate kakšno boljšo kombinacijo? Se še jaz kaj naučim?
Bi se lahko oglasila? Seveda, izvolite. Kaj bi pa dodala za notranjo zaščito kože? Ja, tam se nisem ustavila, ker je bil ful velikega materiala, ampak definitivno kolagen, ceramidi, iVision. iVision je tudi zdajle zelo priporočen, ne sem zdajle, pač čez celo leto, ampak pred dopustom pa ima tisto svojo funkcijo velike količine vitamina A in E. Pa aloe vera gel, seveda, logično. Jaz bi vprašala dvoje. In sicer aloe biomaska po nanosu oziroma tiste pol ure in tako naprej, ampak še vedno je zelo vlažna. A je to morda za večkratno uporabo? Ja, ker jaz sem jo potem zavila, in sem pač tako zaprla jo, rečemo. In sem rekla, ja, se je toliko vlažna, da jo še lahko uporabim, ampak ne vem. Močno je, res je, močno je prepojena, ampak v bistvu, ko s to masko končamo, jo potem vzamete in si namažete še celoten vrat, dekolti, roke, noge, trebuh, vse povsod se nanese. Serum, v bistvu, ki ga vsebuje, ampak ne, res je za enkratno uporabo. Ni za večkratno, žal, tukaj so razne bakterije, ki se nanašajo lahko nazaj in zadeva ni več sterilna. Dvomimo, da lahko mi pol to masko nekako, bom rekla, nazaj zapakiramo, da je v nekem svojem sterilnem okolju. Tako da to raj ne. Hvala, razumljiv. Namazati si cel obraz, vse, kar vam srce poželi. Res deluje pol tudi naprej tam, sam ne sprati pol dol. Greste enostavno spati, pač kar spati, ja. Potem govorili smo o morju in tako naprej, in kjer sem tudi zdaj, in so meduze prisotne, in če te opeče meduza, kaj bi priporočali, če morda lahko? Ja, first definitivno, lejte, s prstom res ne morete zgrešiti čisto nič. Ja, to sigurno. Mislim, jaz bi z njim tudi prah brisala, da smo si na jasnem, če bi imel ta efekt, da bi mi prah odbijal pol tako kapronto, ampak first, obvezno first, okladke iz firsta, tukaj se ne morem zgrešiti. V redu, hvala. Malenko, hvala vam. Še jaz nekaj bi vprašala. Izvolite. Alergija na sonce, s čim bolj učinkovito pošpricati, s firstom ali namazati z aktivatorjem? Pa srbi, zelo srbi. First. Jaz bi raj first. Aloe aktivator, načeloma je tudi vse osnova aloe vera in tako naprej, ampak aktivator nekako bolj uporabljamo dotično za obraz. First, ko lahko pa z njim tudi špricamo večje površine kože, je pa mogoče v tem primeru bolj uporabno. Nisem se sicer, osebno nisem še tega probala, je pa mi vsi to težavo, izprašvala sem s prstom. Pa lips. Lips je tudi recimo fantastičen. Nam je malo paratopijskem dermatitisu tudi pomagal, a tudi srbi, pa je neprijeten in sta prst, pa lips, ko smo bili pač na morju in nismo iskali drugih rešitev, moramo reči, da sta lepo pomirila zadevo, tako da ni bilo neprijetno. Ma želje verjetno, ne? Želje verjetno tudi, ne? Pa verjetno, mislim, zgrešiti z njim tudi verjetno nimate kaj. Je pa tako, da če je koža recimo občutljiva, je pa malo težje to kremo dol sprati, geli. Zdaj, treba je poskusiti, sam jaz bi mogoče raj ker vsem bolj blaži, a veste, tako kot ustnice recimo, ko nas pečejo. Naneseš vidgor, ko je v stotinki dveh, je efekt. Neha pečta, In tako nekako mogoče gledam tudi na to stvar pri koži, da bo prej pomiril. Dobro, hvala. Hvala vam. Imamo še kakšnega mogoče? Ima kdo kakšen nasvet? Bo povedal kaj boljšega, kaj jaz? Jaz se porada učim.
Jaz bi lahko povedala mojo izkušnjo, ampak je podobna vaši, Lea. Kar povejte. Ja, lani smo bili na morju in tako lepo pihalo, smo bili v Grčiji in je tako lepo pihalo, jaz, ko se ne sončim, ne maram, pač me je pretoplo, takrat sploh nisem čutila sonca in jaz sem tako me je zažgalo sonce, da popoldan, mene je skrbelo, kaj bom delala 10 dni na morju. Ker ne bom upala niti ven. In smo sedeli na balkonu, sem imela noge tako gor na balkon in moja hči me je špricala non-stop s torstom, kome da se je posušil, me je spet špricala, me je zelo pašalo, ker je mrzlo, ne, pašalo me je. V glavnem drugi dan, jaz sem bila lepo na morju, sončila se absolutno nič. Res, fenomenalno. Čudež, no, bom temu tako rekla. Mislim, kaj on naredi v momentu, ne poznam v bistvu nobenega drugega preparata, kot je prst, da bi takole na hitro lahko pomagal in obležil razne neprijetnosti. Ja, grozen je to, ko sonce to popeče. Jaz moram tudi reči, no, da tista moja izkušnja, ki je bila, mislim, da me bo zaznamovala za celo življenje. To je bilo neverjetno, kako je to bolelo, kako je to trgal po nogah. Nisem smela sploh videti svetlobe, zdaj pa pet ti ven, pa se pokaž tisti vročini pa sonce, ne. Tako da klanjam se prstu res in ga ne spustim ga iz rok. Z mano na morje cela flaša, ne 100 mililitrov, cela flaša. Cela. In še jaz vzamem vezno torst in želje, ne, te dve stvari in nič, ja, in kremo za sončenje, nič drugega. Tako, sej, načeloma je pač to tisto res, kar rabimo na morju, ne. Sončna krema pa, takole vam povem, velikih pravi, da ni prijetna. Krema vsebuje cinkov oksid, krema je bela. Ampak to je vse zato, ker so to mineralni filtri. Tako, kot sem povedala, to so edini filtri, ki ne škodujejo koži, ki ne prodirajo v globje celice, je primerna tudi za res občutljivo kožo, tudi za otroke. In pa kar nam je pomembno, vsaj če grem jaz pogledati iz vidika otroka, kjer otrok pa trpi, da ga mami namaže s kremo in pol mora še 20 minut, pol ure čakati, preden gre on lahko ven v vodo ali pa karkoli. Ja, jaz ga ne poznam junaka, da bi to zdržal. In ja, ta sončna krema je bela, je gosta, ampak njena zaščita je pa neprimerljiva z drugimi. In dejansko takoj deluje in vas zaščiti maksimalno. Zdaj, kar se tiče uporabe količine kreme, za obraz bi mogli uporabiti za 2 prsta kreme, samo za obraz. Torej, od konice pa vse do zadnjega pregiba. 2 prsta samo za obraz, zato da vi v bistvu kožo zaščitite s tem faktorjem, ki ga ona ima. Če nanesemo kreme manj, vi kožo niste zaščitili, recimo v tem primeru s faktorjem 30. Ampak je faktor manjši. Za trup rabimo celo čajno žlico kreme, da dosežemo maksimalni učinek faktorja. To pa že verjamem, da je mogoče malo težje razmazati. Posebej v primeru moški so ponavadi tisti, ampak so malo bolj poraščeni kot ženske in je težko čez tiste dlake in vse to nanašati, tisto kremo. Ampak verjemite mi, da se splača potruditi. Sonce se ne more več primerjati s soncem, ki je bil pred 20 leti in smo okrog lahko skakali tudi brez zaščite. Danes, se pravim jaz, po tem predavanju, po vseh teh raziskavah, jaz se bojim, kaj bom naredila letos na dopustu oziroma če sploh šla na morje. Ker to je grozno. To je enostavno grozno, kako zelo je nevarno ko so postali te sončni žarki in kako nas dosegajo. Tako da dajte, prosim vas, vključite sončno kremo v nego. To govorimo
pozimi, sončen dan, deževen, oblačen, kakršenkoli, sončno kremo moramo imeti. Vsaj na obraz jo dajte, no. Zadnji korak v negi, po nanosu kjerekoli kreme, dajte gor sončno kremo. Ne prej, ker s tem razrečimo faktor v bistvu. Tega bi se mogli držati. Če gremo pogledat, recimo, azijski trg, Azijke, ne, njihova polt je bela. Oni nimajo gub, oni nimajo pigmentnih madežev, oni nimajo nič. Zakaj? Ker so odvisni od sončne kreme. S tega, ker jo non-stop nanašajo in po moje grejo tudi spat z njim. In to je to, kar bi mogli v bistvu tudi mi delati. In danes sem vam hotela nekako približati to nevarnost tega sonca in kako pomembna je ta zaščita kože danes.